Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Najprej se bomo posvetili novi stalni razstavi z naslovom Vonj po tobaku Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani. Na njej si je namreč mogoče ogledati največjo zbirko pribora za kajenje v Sloveniji, sicer pa prikaže razvoj uporabe tobaka, ki so ga pri nas začeli množično kaditi šele v 17. stoletju. Oddajo bomo nadaljevali z leposlovnimi deli, ki sta izšli pri založbi Analekta. Ostanite z nami. Stavba Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani je od prejšnjega meseca bogatejša za stalno razstavo z naslovom Vonj po tobaku. Postavil jo je kustos magister Darko Knez z Muzejskega oddelka za zgodovino in uporabno umetnost. V sobi z razstavo v drugem nadstropju se je z njim pogovarjal Goran Tenze. Darko Knez, kako ste si kot kustos zamislili to razstavo tu v Narodnem muzeju na Metelkovi? Razstava Vonj po tobaku je nadaljevanje kar nekajletnih večjih projektov, raziskovalnega projekta Odoteka, raziskovalnega projekta Vonj kot nesnovna kulturna dediščina, in ki je rezultiralo z objavo publikacije z istim naslovom Vonj po tobaku, kjer je bila objavljena celotna zbirka pribora za kajenje, ki jo hranimo na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnem muzeju Slovenije. Ko smo ugotovili, kako pestra, raznolika, kako bogata vsebinsko je ta zbirka, je normalno kot muzealce vodilo naprej, da pride do razstave, da so to lepoto teh umetniških izdelkov pokažemo javnosti. Z seveda močnim zavedanjem, da gre za problematično tematiko, kjer tudi opozarjamo, da mi za to razstavo nikakor ne reklamiramo nezdravega načina življenja in te škodljive navade, ampak da prikazujemo utrinke iz naše preteklosti. No, saj tudi zgodovina prikaza vojn. Ni reklamiranje vojn, ampak opomin, da jih ne bi bilo, ne? Tako da je to precej politično korektno v narekovajih, kot se danes reče, ne? No, ampak tukaj so predmeti od keramičnih pip, kako se konzervira, pipe iz morske pene, izbor iz zasebnih zbirk, celo del zbirke maršala Josipa Broza Tita. Ravno to je to, kar sem tudi govoril o tej pestrosti. Ne gre za materijale, gre za vsebine, gre za motive, gre za načine pridobitve, uporabnike in vse to. Večinoma ljudje poznajo in povezujejo kajenje s cigaretami in z pipami. V preteklosti so pipe bile tiste, ki so prevladovale, in tudi v naši zbirki je pip največ. Zato smo nekje polovico prostora namenili raznolikosti in raznovrstnosti pip, da smo pokazali, iz česa so pipe. Ker namreč pipe se ne morejo narediti iz vseh materialov. Materiali, tisti, ki so nekje na prvi pogled najbolj dragoceni, najboljši, niso primerni za kajenje. Jantar, zlato, srebro, kamnina, to se ne da kaditi. Pipo je treba ukaditi, da z materialom, v katerem je tobak, potem pride tudi tista aroma, pri kateri je kadilec lahko užival. Sama razstava seveda z imenom Vonj po tobaku vzpostavlja tudi kategorijo vonja kot muzealske kategorije. Med vami muzealci precej, kot rečeno, tudi vi sodelujete v tem omenjenem projektu, ki ga vodi doktorica Mojca Ramšak iz ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Mogoče narediva tukaj povzetek, kaj se je doslej na tem področju dogajalo. Seveda v kontekstu tudi vaše razstave, ki je en del tega širšega projekta, ne? Fenomen vonja je v zadnjih letih precej prisoten v naši stroki, v muzejski stroki, pa tudi širše, ne samo v muzejski stroki, ampak od naravoslovnih do družboslovnih ved, kjer se vse to znanje potem skupaj steka. Tudi pri nas muzealcih in v muzejih
pripovedujemo zgodbe, v muzejih predstavljamo predmete. Doslej smo te predmete prikazovali za vitrinami, za steklom, smo jih samo gledali. Zdaj smo pa hoteli dodati novo dimenzijo, senzorično, da začutimo, da lahko določene predmete vonjamo. Pravi vonj po tobaku na istoimenski razstavi res da lahko zavohamo v vitrini pri oknu. Preostali izbor izmed več kot 500 artefaktov iz preteklosti kajenja pa je zaradi postopkov restavriranja in konserviranja izvirni tobačni vonj pravzaprav izgubil. Sicer pa bo daljši pogovor z Darkom Knezom na sporedu v naši ponedeljkovi oddaji Pogled v znanost sredi avgusta. Nadaljujemo z literaturo. Še pred poletjem je založba Analekta v drugem letniku zbirke Šund izdala 2 leposlovni deli. Psihološki roman argentinske pisateljice Claudije Pinheiro in avtobiografski zapis ameriške pisateljice Roxane Gay. Gre za 2 odmevni deli iz polja sodobne literature, več pa Gregor Podlogar. Argentinska romanopiska in scenaristka Claudija Pinheiro je danes najbolj znana po kriminalkah, od katerih so mnoge od njih v njeni domovini postale prave uspešnice. Njen psihološki roman Elena ve pa je nekoliko drugačen, čeprav še vedno pisan v duhu kriminalke. Pisateljica v njem raziskuje teme materinstva, žalovanja, bolezni in iskanja resnice. V središču zgodbe je Elena, ostarela ženska, ki se spopada s Parkinsonovo boleznijo in hkrati z izgubo svoje hčerke Rite. Čeprav je uradna razlaga smrti njene hčerke samomor, Elena temu ne verjame. Prepričana je, da okoli hčerkine smrti obstajajo neodgovorjena vprašanja, zato se poda na zahtevno pot iskanja resnice. V romanu, ki ga je prevedla Janina Kos skozi Elenino preiskovanje, avtorica razkriva zapletena razmerja med vero, družbenimi pričakovanji in družinskimi vezmi. Avtobiografski zapis Lakota, spomini mojega telesa, iskrena pripoved o travmi, telesu in preživetju ameriške pisateljice Roxane Gay, pa raziskuje razmerja med telesom, travmo in identiteto. Delo, ki ga je prevedel Blaž Kerjanec, velja za eno najpomembnejših sodobnih osebnih izpovedi o spolnem nasilju in izkušnji življenja v telesu, ki odstopa od družbeno predpisanih idealov. Hkrati pa odstira poglede na vprašanja telesne teže in z njo povezane družbene stigmatizacije. Več o obeh delih pa urednica zbirke Šund pri založbi Analekta Katja Šivković. Oba romana bi lahko združili pod eno tako temo telo, ker oba nagovarjata problem s telesom. Lakota je padla na zelo plodna tla ravno v času pandemije Ozempika in gre za prvi roman v slovenščini, ki se analitično, družbeno kritično ukvarja z težavo debelih žensk, debelostjo in pa strahom pred tem, da bi se zredili. Elena se pa kaže kot ta literarna mojstrovina, avtorica v relativno kratkem romanu na podlagi neke kriminalke razpleta teme materinstva, svobodne volje, reproduktivnih pravic, odnosov med materjo in hčerko in koliko pravice imamo pravzaprav do lastnega samomora. Tako da gre za roman, ki je absolutna literarna mojstrovina našega časa. Obe literarni deli, tako Elena ve kot tudi Lakota, ponujata ne le vpogled v sodobno literarno ustvarjanje, temveč tudi v manj izpostavljene družbene probleme. Oddajo zaključujemo s performativno umetnostjo. Italijanska umetnica Silvia Bigi se v galeriji Škuc v Ljubljani predstavlja z delom In tako zelo žive. Drevi bo razstavo obogatila s participativnim performansom A Very Alive Protocol, kjer bodo udeleženke in udeleženci na podlagi protokolov, ki jih bo ustvaril algoritem umetne inteligence, sledili navodilom ter aktivno sodelovali pri izvajanju dejanj in sprejemanju odločitev. Umetnica sicer na razstavi, v okviru katere se bo performans odvijal, obravnava utišane glasove žensk, ki so doživele institucionalno ali intimno nasilje na podlagi spola.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorger, posnela jo je Mirta Berlan. K poslušanju oddaje pa ste vabljeni spet jutri.